Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Se upravičujeva za prejšnjo oddajo, prejšnji teden. Ja, kaj je bilo? Jaz sem zbolel, tako da imel sem 39,4 v četrtek vročine, tako da A veš, kaj bi ti rekel? Ni bilo šanse. Veš, kaj bi ti rekel? Ježbej! Dobro. Ja, zdaj veš, da moraš. Tako. Sej mogoče, če bom se že vnaprej upravičujem, če bom kaj kašlo ali pa kakorkoli, malo me še drži, ampak nisem več toliko slab, da ne bi mogel snemati, tako da sva danes tukaj. Matic, povej, o čem bo oddaja. Danes bomo se spet po dolgem času nekaj naučili. Namreč o črnih skrinjici. V črni skrinjici na avionu? Ja, črna skrinjica. Zakaj je črna skrinjica? Zakaj se imenuje črna skrinjica? Kljub temu, da ni črne barve, sem slišal. Ampak je oranžna. Ja. Kričeče, oranžna. Plus tega ni samo ena, 200 na vsakem avionu. Tako da ja. Cool. Se pravi, ne? Zakaj so sploh prišli do ideje, da bi bil neka črna skrinjica? V bistvu v teoriji je kaj to. Črna skrinjica je v teoriji... Ja, napravica, ki snima, kaj se dogaja med letom, zato da če avion pade dol, eksplodira, to preživi in lahko preberejo, kaj se dogaja. In to je bilo to za ta petek, hvala. Ne. Saj z bistvo povedam, ampak ok, se pravi ideja, da bi bile črne skrinjice na avionih, je izhajala z 50 let in to iz Avstralije. Iz Avstralije. Zato ker... Avstrija ali Avstralija? Avstralija. Ok. Ni da čudno, nikoli Avstralijo pa Avstrijo ne zamenjajo, Slovaško pa Slovenijo pa ja. Ja, čudno. Sam po moje, če bi Avstrice ali pa Avstralce ne. Avstrice prašal, mislim, da jih tudi kar. Mogoče. Še to se lahko daj pozanimava. Ja. Če še koga menjajo. Bil sem enkrat v Salzburgu in je pisal This is not Australia, pa kanguru prečrtan, tako da magnetki. Pol dejansko zamenjajo ljudje. Ja, no, naprej, iz Avstralije pride, ja? Ja, zato, ker so tam doskrat ta prva, veš, potniška letala so imela malo več nesreč, kot jih je danes. Ne? Okay. Ampak, ker nikoli niso najdeli vzroka, so pač nekaj do ideje prišlo, da bi bilo pa fajn, da bi imeli pa nekaj na letalu, da bi vsaj vedeli, kaj je bil tisto vzrok. No? In izumil jo je avstralski znanstvenik dr. David Warren, in jo je že leta 1955 predstavil, ampak uporabljati so jo pa začeli šele leta 1960, zato ker je v Queens Parku, Queenslandu, v Avstraliji je en avion dol padel, pa spet niso vedeli, kaj je bil razlog, in zato se v bistvu pol iz leta 60 je uradno, mislim, je Avstralija bila prva država, kjer je bilo nujno treba te črne skrinjice imeti na avionu, pa so pa seveda druge države. A pa to tudi avioni, ki so prileteli v Avstralijo, samo notranje leti? Ne, samo pač njihovi seveda. Ok. Pa so pa ugotovili, se to je pa fajn, pa so razširili. In zdaj mora biti posod. Ja. Zdaj, se pravi, v teoriji in praksi skrinjici olajšata iskanje vzroka nesreče, če do te pride. Se pravi, imamo dve. Prva je cockpit voice recorder, ki snema vse, kar se dogaja, kar se pogovarjata pilota v pilotski kabini, pol se pravi, one dva, kaj govorita, pa kaj se kontrolornim stolpom, kaj so se pogovarjali. Druga, ki je pa mogoče malo bolj pomembna, je pa flight data recorder, pa zapisuje, jaz sem najdel podatek, vsaj 88 različnih meritev. Kaj dela, se pravi položaj, hitrost, temperatura, delovanje motorjev, GPS, in pol je v bistvu to tako na tak način, ko najdejo te, vse tiste podatke, recimo dajo v simulator letenja in zdaj, ko imamo računalnike, dejansko vidijo, kako je letalo, kaj se je z letalom dejansko dogajali, preden je strmoglavo. Cool. Na tak način, ne. Pol je bolj vprašanje, zakaj vse razpade, samo črne skrinjice ponovadi zmeraj ostane. Kaj to majhna, ne? V bistvu niti ne. To je kar dosti velika zadeva. Je pa res, da sama naprava črne skrinjice je zelo majhna, ne? Ja. Skrinjica je pa malo večja. Ja. Prvič spravljene so v repu letala, ker je tam, tudi ker avion razpade, recimo je tam najmanjši trg, ali pa tist doskrat ustane cel, ne? In tisto, smo rekli, jedro je shranjeno v škatli, ki je iz nerjevečega jekla,
pa je tudi iz titana, se pravi neka mešanica, se pravi vrnk zadeva. Odporna je tudi proti ognju in pa preživijo Ja. udarc s hitrostjo 550 km/h. A ima airbag? To pa ne vem, ampak po mojem, da ne. In če je pod vodo, če je slučajno pod vodo, navad je, ne, je pa en mesec vsako sekundo oddaja signal in to celo, če je tudi 4 km pod vodo, bo še zmer signal oddajal. Zakaj pa ni zrak noter, da plava na vodi? Zato, ker se že sama skrinjica tako težka. Se ladjo je še zrak not. In v glavnem za 25 ur podatkov skozi shranjuje. Potem pa počas začenja, zdaj veš, padajo. Se nekako vprašamo, ali nismo že v taki dobi, da namesto iščemo lahko na satelite, pač, da se to skozi nekako snema ali prenaša. In ja, nekako se že počasneje bi začelo uvajati to, da ne bo fizično skrinjica gor, ampak da se bojo te podatke na satelite prenašali in boš tudi lažji. Bo že v bistvu takoj vedel, kaj se je zgodilo. Tako da ja, no, prav imamo 2 skrinjici. Sam kaj pa, če to odpove? Ja, no sej, zato je pa mogoče tudi fajn, če jo imaš tam gore. Spet je pa problem jo najdeti. Imaš malezijski avion, ki še zmer se ne ve, kje je, kam je šel. Kje pa je skrinjica tam bila? Ja, isto v repu, ne, ampak ti sem gledal enkrat, ti si bil ful dobro, tako, se spomen ne ve, kaj se dogaja. Avion bi mogel iti, ne vem, proti Hongkongu, je pa na koncu zadnji signal je bil čist nek sred Indijskega oceana. Tako da, zanimivo. Ja, no, v glavnem, zakaj pa rečemo black box, črna skrinjica, zato ker to ni uradni naziv, to so si novinari izmislili. In nekako govorimo, ne. Zdaj imam dede v strojništvu, rečejo black box nečemu, kamor shranjujejo vse podatke, se pravi nekam, kjer so vsi podatki. Po eni teoriji je zato, da ker dostikrat zgorijo, so črne, ne, zaradi ognja in da so zato črne skrinjice. Dejansko ne bi bile pa črne zato, ker so bile prve črne skrinjice črne, ne, ker ni bilo digitalno, ampak je dejansko na nek papir se je vse skupaj izpisovalo. Tako da si pomoč predstavljati, da je bila to zelo velika zadeva na začetku. Zdaj, oranžne so pa zato pač, da jo lažje najdeš. Sam če je zagorel, pol je itak črno. Ja, ne, res ne. To je bil black box. O tem, ja, cool, zanimiv. Še eno vprašanje se mi je porajalo, če boš vedel slučajno odgovor. Se pravi, če najdejo pač to črno skrinjico in so poškodovani podatki, a je to možno ali to ni možno? Ne vem, po moje, da je... Kako se, a se to zapisuje, ker če je to tako, mislim... Tako, v nekih čipih je to. Aha. Zdaj, če ti čip dobro zavarovan, ne vem. Da ne dobijo pol drugih podatkov, kakor, ja, sem dober, sej, če je dejansko... Podatkov, če pač shranjuje tisto, kar je. Ja, edin, če jih ne dobijo, ja. Sem dober, sej, ja, sej danes, če imaš ljudi, ki lahko zakuraš pa dobijo podatke dol, mislim, da tudi tisti... Ne bi se smel pomatrati, ne bi se smel fejst matrati, da bi dobili podatke, kaj se je zgodilo. Ja, dobro. Pol pa, imaš še kaj drugega zapovedati? Ne, imaš ti? Ne, to je to. Lep petek. Ja, in lep teden. Pa se vidimo drug teden. Živa. Adijo.